Danes v novicah med drugim poletna prenova šolskih objektov v brežiški občini, poletna šola pot do uspeha, projekt Hirošima Bojana Radoviča. Občina Brežice v času poletnih počitnic izvaja tista večja vzdrževalna in investicijska dela po objektih šol in vrtcev v občini, ki med šolskim letom niso izvedljiva. Med večjimi projekti izstopa obsežna nadgradnja prezračevalnega sistema na osnovni šoli Velika Dolina. Vrednost projekta po pogodbi znaša 417 tisoč evrov, financiranje s pomočjo evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, naložba v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov. Občina Brežice vsako leto namenja precej sredstev proračuna za redna vzdrževalna in pa investicijska dela po šolih in pa vrtcih. Ravno tako urejamo tudi nadomestne prostore za čas, ko bomo se lotili osnovne šole Artiče. V osnovni šoli Velika Dolina, kot je že bilo omenjeno, nameščajo prezračevalni sistem. V lanskem letu smo ta projekt prijavili na razpis za nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov na ministrstvo, Ministrstvo za okolje, podnebje in pa energijo. Odobreni smo dobili nekaj več kot 245 tisoč. Dela na šoli se izvajajo in bojo predvidoma zaključene v celoti nekje do jesenskega časa. Nadgradnja sistema prezračevanja pa bo dobrodošla v vseh letnih časih, izboljšan sistem bo nameščen v telovadnici, avli in učilnicah. Samo prezračevanje bo po končanih delih omogočilo poleg prezračevanja tudi ogrevanje in pohlajevanje, tako da verjamemo, da bojo tako učitelji in otroci imeli izboljšane pogoje za izvajanje pouka. Lahko pa tudi za konec povem, da je šola Velika Dolina v lanskem letu, konec lanskega leta dobila sončno elektrarno in že obratuje. Je pa občina Brežice v letošnjem poletju pristopila tudi k pripravi nadomestnih prostorov za potrebe osnovne šole Artiče, ko bo ta pridobivala novo podobo. Občinski svet je v letošnjem letu potrdil investicijsko dokumentacijo za šolo Artiče, ki pa predvideva, da v letošnjem letu izvedemo vsa potrebna dela za nadomestne lokacije. Nadomestne lokacije so v Arnovem selu, kjer je gasilski dom, v osnovni šoli Dobova in pa v krajevnem domu Sromlje. Dela v okviru tega projekta že potekajo. Arnovo selo se dela že izvajajo, izbran je bil izvajalec, tako da dela potekajo. Za Sromlje imamo pripravljeno vso dokumentacijo in bomo v kratkem objavili javno naročilo za izvedbo. V Dobovi se pa tudi nekatera dela izvajajo. Za kuhinjo je že javno naročilo izbran izvajalec za dobavo kuhinjske opreme, ki je potrebna. Prav tako se na podstrešju izvajajo dela, ki bojo omogočili, da bojo lahko sprejeli več učencev za izvajanje pouka. Občina Brežice izvaja ali je že izvedla prenove in vzdrževanja tudi na drugih lokacijah šol in vrtcev. Poletna šola pot do uspeha je tradicionalni dobrodelni projekt, ki ga organizira skupina mladih prostovoljcev z različnih koncev Slovenije. Srednješolcem omogoča, da pridobijo znanja in veščine, ki jih šolski sistem pogosto ne vključuje. Program izvajajo na več lokacijah po Sloveniji, udeležba pa je brezplačna. V Dolenjskih Toplicah poteka tokrat že 3. leto. Ta ideja se je porodila v Ljubljani, mislim, da nekje leta 2019, je Rotary klub Ljubljana 25 začel z prvo poletno šolo, oni izvajajo na Soči. In v bistvu, ko je to res tako luškan projekt, tako simpatičen, tako se vsi dobro imamo, za nas, za klub je to v redu, za udeležence vrhunsko res. Se je potem zelo hitro ta ideja razširila na celotno Slovenijo. 5-dnevna delavnica je namenjena dijakom, starim od 15 do 18 let. Odločil sem se priti sem zato, da dobim neke nove izkušnje in spoznam neke nove ljudi, pač zato, ker sem jaz to taka oseba, ki zelo rada spoznava pa raziskuje. Zato, ker si hočem razširiti svoje znanje o financah in drugih aspektih. In ko me je prijatelj prepričal, je rekel, da je to tak zelo zanimiv tabor, da dobiš nove izkušnje, nove ljudi spoznaš in sem rekel, ne moreš škoditi.
Zaradi velikega zanimanja bi se mnogi dijaki želeli vrniti, a prednost pri prijavi imajo tisti, ki se programa še niso udeležili. Katerih novih veščin pa so se naučili? Naučil sem se veliko stvari o podjetništvu, o socializaciji in kako predstaviti samega sebe pred drugimi ljudmi. Zelo sem si razširil pogled na vse zadeve. Včasih sem imel tako, da nakažem približno tako sliko, sem videl tako in zdaj razširjena slika vsaj malo in odprlo mi je spekter razmišljanja, ker sploh nisem vedel, da obstajajo tako. Super zadeva. Organizatorji pravijo, da so po koncu poletne šole udeleženci bolj motivirani za šolo, bolj pripravljeni na odraslo življenje in bolje razumejo podjetništvo. Poleg tega pa pridobijo znanje tudi na drugih področjih. Od osebnih financ do kakih družbenih tematik okolja, duševno zdravje je vedno ful popularno med mladimi. Digitalizacija je letos zelo v ospredju, veliko so se učili tudi o umetnih inteligencah, ker je to neka stvar, ki nas zelo hitro dohiteva in se bojimo, da mogoče v nekih strokovnih izobraževalnih okoljih tega mogoče dovolj ne srečajo. Mentorica poudarja, da so poleg vsebine pomembne tudi metode dela. Od tega, da imamo učilnico v naravi, do tega, da uporabljamo tudi neformalne metode učenja. Pa tudi ena stvar, ki smo jo v bistvu, ki je skupna nekako vsem poletnim šolam, je to, da so predavatelji tudi mlajši. Program vodi skupina mladih mentorjev in predavateljev do 35 let starosti, kar udeležencem omogoča, da se lažje z njimi poistovetijo. Dijaki pa program priporočajo tudi drugim vrstnikom. Definitivno bi priporočil, ker je nekaj novega, nekaj drugačnega in je res zanimivo, res zabavno, nimaš kaj za izgubiti. Organizatorji ocenjujejo letošnji obisk kot zelo uspešen, zato načrtujejo, da bodo program glede na zanimanje izvajali tudi v prihodnjih letih. Bela krajina je krasna destinacija za oddih v vseh letnih časih. Poleti ima s toplo in čisto reko Kolpo obisk dežele Belih brez še dodano vrednost. Turistični delavci so kljub slabšemu vremenu v zadnjih tednih zadovoljni z letošnjo poletno sezono. Letos se je sezona začenjala že v bistvu z veliko nočjo. Takrat je bilo lepo vreme in so tudi tuji turisti, ne le naši, prihajali mimo, da se ustavijo za eno noč prespati ali dve. Tako hvala Bogu malo po malo smo prišli do avgusta. Vreme se je malce poigralo z nami, vendar je morda to tudi znak, da tisti, ki vedo, da Kolpa dajo vse od sebe tudi takrat, ko ni najbolj toplo in da se da ob njej uživati, lahko tudi nekaj od nje dobijo. Pravzaprav smo čisto zadovoljni. Sezono 2025 smo izredno zadovoljni, saj so hiške po večini zasedene, opažamo le manjši upad v številu nočitev avtokamperjev, ker je v zadnje čase precej deževno, pa v šotoru, pa avtodomu ni najbolj prijetno. Gostje vse bolj cenijo idilično okolje ob reki Kolpi. Naši gostje so predvsem družine, ki prihajajo iz Slovenije in Evrope, predvsem iz skandinavskega dela. Nek majhen delež pa predstavljajo tudi tuji gosti iz ostalih celin. Opažamo, da vsako leto pride več tujcev, pari, družine, ki se ustavljajo za dan, dva, včasih celo tri. Pa pridejo ne le iz Nizozemske, ki so zelo pogosti pri nas, tudi iz Anglije, Italijani, Hrvati zelo veliko v letošnjem letu, Avstrijci, Nemci, Švice celo. Prav presenečeni smo, odkot vse ljudje prihajajo k nam, tudi Avstralce smo že imeli. Ob številnih možnostih preživljanja dopusta se v belokranjskih kampih trudijo gostu ponuditi še kaj več kot le nočitev. Pri nas smo z aktivnostmi fokusirani na čolnarjenje. Potem pripravljamo tudi različne delavnice za tiste, ki bi želeli morda speči kakšno pogačo ali narediti pisanico belokranjsko ali pa celo kaj z volno ali morda izvesti. Poleg nočitev imamo možnost tudi najema wellness centra in barbecue prostora, kjer lahko v sodelovanju z Big Berry barom organizirate rojstnodnevne zabave, team buildinge in ostale dogodke. Poleg tega pa imamo skozi celotno sezono odprt tudi Big Berry bar, kjer lahko sodelujete v različnih dogodkih, kot so recimo delavnice peke pic ali pa petkovi filmski večeri in pa sobotne degustacije z lokalnimi vinarji. Za turiste je torej v Beli krajini lepo poskrbljeno.
Gosti so zaenkrat zelo zadovoljni, imamo tudi že 2 leti naslov najboljšega manjšega kampa v Sloveniji, ki ga vsako leto podeljuje Avtokampi. Zaenkrat dobivamo pozitivne odzive, slabših je pa zelo malo. Navajeni smo, da se na Kolpo pride malo več spit z velikim zvočnikom, pa morda to zdaj več sploh ni v trendu. Opažam, da ljudje zelo opazijo mir, lepoto narave in da v tem zelo uživajo in lepo je, ko jim to lahko tudi nudimo in omogočimo. Ob reki Kolpi pa bo še lepše v naslednjih dnevih, ko bo sonce še bolj ogrelo belokranjsko lepotico. Zdaj je njena temperatura okrog 24 stopinj. Včeraj, 6. avgusta 2025, je minilo natanko 80 let od ameriškega bombardiranja Hirošime in Nagasakija na Japonskem, kar je pomenilo tudi konec druge svetovne vojne. V novomeški galeriji Kocka so obeležili ta pomemben mejnik novejše zgodovine. Popolnoma nova fotografska serija Bojana Radovića z naslovom Projekt Hirošima je nastala na Japonskem, kjer je umetnik preživel daljše obdobje rezidenčnega bivanja. Naslov serije je nedvoumen: Hirošima. Gre predvsem za to, da v letošnjem letu smo z 2 projekti opozarjali na svetovno vzdušje, ki je zelo napeto, kar se tiče vojn. S prvim projektom Arneta Hodaliča smo opozarjali na 30 let, odkar je minil genocid v Srebrenici. Drugega pa seveda predstavlja prav bombardiranje Hirošime in Nagasakija. Avtor razstave, Bojan Radović, se je javil neposredno iz Hirošime. Danes tam ljudje predvsem slavijo življenje. Veselje do življenja, petje, barve, recimo tudi ta razstava, na kateri so bile moje fotografije. To je bil en večji dogodek, mislim, da največji v Hirošimi, in sicer umetnost in glasba. Torej so bile več umetniških projektov, vizualnih, ki so bili razstavljeni. Bojan je prav na današnji dan tudi v Hirošimi odprl razstavo in ti 2 razstavi se dejansko povezujeta. To so ta drevesa, motiv dreves, ki so preživela atomski napad in so živa še danes. On si je prav zadal umetniški projekt, da jih sistematično vse nekako posname, obeleži. Mesti so bili izbrisani iz zemljevida, bombe so ubile na desetine tisoč ljudi, preživelo pa je še nekaj dreves. Te dokumentarne informacije pri tako abstraktnih podobah se mi zdijo na nek način ključnega pomena tudi, da se vidi, da je ta abstraktna podoba v resnici nek dokument tudi istočasno, ne? Sicer so se z japonsko umetnostjo v galeriji Kocka že večkrat srečali. Ta japonska estetika, umetnost in grafika ima nek določen svoj estetski moment, ampak tudi nek določen odsev bivanja, ki se nekako nas kar drži v tej galeriji. Na slovesnem zaprtju razstave, ki bo v petek 26. septembra, si bomo lahko ogledali film Kenija Fukume, japonskega pesnika in režiserja z naslovom Nismo rojeni včeraj. Po ogledu filma sledi pogovor z Bojanom Radovićem, Keiko Fukuma in Nagiso Moritoki. Spomini, kako sem rasel iz srednjega veka v dobo elektronskih čudežev. Tako se glasi naslov lani izdane osebno izpovedne knjige Franca Branka Maršiča, ki je bila ob avtorju v središču pozornosti na nedavnem pogovornem večeru v škocjanski krajevni knjižnici. Gospod Maršič je domačin iz Škocjana, ki je vrsto let živel v Franciji, a se je na stara leta vrnil v Škocjan, kjer je zgradil družinsko hišo in danes smo z njim priredili pogovorni večer, ker je pred leti izdal svojo knjigo Spomini, v kateri opisuje svojo zanimivo življenjsko zgodbo. Knjiga polna prigod in vtisov, a tudi tehtnih razmislekov o mnogih še dandanes težkih vprašanjih je luč sveta ugledala na pobudo predsednika Literarnega kluba upokojencev Slovenije Dejana Čegovnika.
Lansko leto je bil pri meni na obisku in je prebiral moje zapise. Ko je že prebral nekaj iz teh zapisov, to je škoda, da bi to šel v pozabo, to je treba spraviti v knjigo. Podobnih misli sta bila že pred 30 leti tudi sinova, pravi iskrivi in razgledani sogovornik, ki danes šteje častitljivih 92 let. Ampak me nikoli ni zanimalo, češ, da bi bilo neke vrste bahanje. Ampak potem, ker se pač leta tečejo, se staram, življenje se izteka, se mi so dobro, prav, tako bo vse nekaj ostalo. Franc Branko Maršič je na svet privekal 20. julija leta 1933 v prekmurski vasici Melinci. Kot 10. otrok od skupno 11 je bil namenjen za božjega služabnika. Namenjen, ja, ampak ni bilo to zame, ni šlo. Ker se je uprl in ubral drugačno pot, je bil dolgo v nemilosti mame. Potem so se počasi pobotala vseeno, seveda. Tako da pred njeno smrtjo, ja, se mi je opravičila in pač tako je življenje. Po prvih zaposlitvah v rodni deželi, med drugim tudi novomeški Krki, se je s soprogo nato podal v Francijo. Kaj ste pa tam počeli? V začetku vse, kar mi je prišlo pod roke, s kampom in lopato. Kot sem prej omenil, sva delala tudi nekaj časa v domu onemoglih, kjer sem imel razne, sem bil kot ključavničar. Poprijel pa je tudi za frizerske škarje. Potem sem počasi napredoval in sem pričel obvladovati jezik. Tako za zadnjih 22 let sem delal v banki. Čeprav kot bančni uslužbenec računalnikov ni uporabljal, je pred 20 leti postal vešč tudi tega sodobnega pripomočka. Ko sem bil star že 72, pri sinu v Ameriki, on mi je kupil prvič računalnik in me tudi vpeljal, mi je pokazal. No in mi še zdaj pomaga. Pri prebiranju prejete pošte in spremljanju dogajanja doma in v svetu še dodaja avtor, katerega knjiga je tudi za voljo na koncu zbranih misli in modrosti vsekakor vredna branja. Iz zakladnice našega arhiva o 35-letnici televizije Vaš kanal. V vročih poletnih dneh vsi iščemo osvežitev, tudi ob bazenih in rekah. Tudi kopališča na Kolpi, najdaljši slovenski rivieri, so v tem času dobro obiskana. Svojo plažo so si omislile celo štorklje, ki jih je vedno več v Beli krajini. Okrog 30 smo jih našteli nad slapom na Krasincu in kot pravijo domačini, se tam na plitvem delu Kolpe hladijo vsak dan. Prav nič jih ne motijo številni kopalci v njihovi bližini. Ne dajo se pregnati s svoje plaže. Sicer pa so bila minuli konec tedna zasedena prav vsa kopališča na Kolpi, ki je zelo, zelo topla. Naši posnetki so iz podzemlja, kjer je bila gneča na parkirišču, v senci, na soncu in v vodi. Podobno pa je bilo tudi drugje.